Televizijsko občinstvo, lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Nostalgija, v kateri gostimo Alfija Nipiča, vrhunskega pevca, velikana slovenske popevke in narodno-zabavne glasbe. Gospod Alfi Nipič, prijazen pozdrav v drugem delu oddaje. Tudi vam lep pozdrav, vsem gledalkam in gledalcem in vsi, ki jo zdaj nekako zanimanjem gledajo in poslušajo. In upam, da je teh oddaj kar nekaj, da prihajajo tu sem k vam glasbeniki, torej ali vokalni solisti ali inštrumentalisti, in da govorijo o slovenski glasbi v Sloveniji. Z veseljem obujamo spomine in smo nostalgični, tako kot se tudi imenuje oddaja. In za vas se je začelo uspešno obdobje z ansamblom bratov Slavka Avsenika. Z ansamblom ste nastopali po domovini in širom po svetu, največ po Nemčiji. Prevozili ste na tisoče kilometrov, kaj ne? Ja, bilo je res naporno. Jaz vedno večkrat omenim, da ko sem se peljal z Maribora, sem prvo kavo spil blizu Stuttgarta. Od Maribora do Salzburga je približno 400, do Münchna je 500, do Stuttgarta je 700 kilometrov. In po 700 kilometrih sem navadno spil prvo kavo in pogledal, takrat ni bilo telefonov, pogledal na karto, kam sploh grem. In ravno, mislim, to me je potem presenetilo 1990. leta, ko smo nehali, ko sem dobil od menedžerja, gospoda Karla Landsmayera, tako kot eno zahvalo. Z nami ste naredili okrog 2,5 milijona kilometrov, to je 2,500,000. In meni se zdi, da imamo ravno zdaj nekako en spomin v hrbtenici, ker če ti sediš ogromno časa, pa so potem tudi neke posledice. Občinstvo vas je oboževalo, z glasbo ste Avseniki navdušili, kjerkoli ste nastopili, ne si bo to doma ali na tujem. Ja, z Avseniki sem potoval po nemško govorečem področju in ob vseh obrobnih deželah. Mi smo veliko igrali tudi v Franciji, Belgiji, Holandiji, v Italiji, Südtirol, Merano, Bolzano. Tako da smo večkrat debatirali o tem, da je to okrog, ogromna cifra. Za časa mojega sodelovanja z Avseniki sem dobil 18 zlatih plošč. Telefunken Teldek, ki je bil naš založnik, je vedno podelil ob milijon, ko si prodal milijon plošč, je dobil vsak, ki je bil deležen eno zahvalo za to zlato ploščo. In te zlate plošče so razstavljene v muzeju, ki je v Jarenini, tam, kjer živim čez 50 let. O muzeju bo govorila še kasneje. Imeli ste številne nastope, večkrat tudi po 2 v enem dnevu, kar je bilo čisto človeško rečeno izčrpavajoče. Kako vam je na odru uspelo obdržati svežino, biti v času nastopa vedno vesel in nasmejan? To najbrž ni bilo enostavno. Ja, čisto na kratko povem, da je težko gledati glasbenika, ki otožno stoji na odru in žalostjo dela tisto, kar mora razveseljati publiko. Povsem normalno, da glasbeniki morajo biti nekako, takrat, ko je vesela muzika, morajo biti veseli, prilagoditi se glasbi, prilagoditi se svojemu programu. In nam ni bilo težko. Vem pa, da je Slavko zahteval, da na oder, konkretno, mi smo imeli vedno koncerte ob 20 uri. Točno, ko je bila 20 ura, smo mi šli iz vsake strani 4, bilo nas je 8 in smo prišli na oder. In enkrat, vem, v Švici smo igrali, mislim, Bern je bil to, Basel ali Bern, je Slavko tudi malo bolj hitro stopil, se spotaknil in padel na harmoniko. In je potem prišel eden v garderobo in pa je rekel, imate pa težki program. Je rekel, že na začetku se Slavc kar vrže na harmoniko. Je rekel, si ga slišal? Je rekel, oni mislijo, da se jaz vsak večer na harmoniko mečem, jaz sem se pa spotaknil na odru. Zanima me, kako ste se člani ansambla Avsenik med seboj usklajevali, kako ste se razumeli med seboj? Torej, vozili smo se mi čez dan 2 po 2. Jaz sem se zadnjih 10 let sem se vozil z Albinom Rudanom, drugače pa mi smo si sami iskali prenočitve.
Ko smo prišli v kraj, kjer smo igrali, smo vsak si sam prenočitve zrihtal. Potem smo se dobili vedno ob 18 uri na tonski probi, ki je trajala včasih 4 ure, včasih pol ure, včasih pa tudi dalje. Kakva je bila dvorana? Mi smo imeli vsak večer drugo dvorano. Mi smo igrali tudi vsako drugo leto v Filharmoniji v Berlinu in smo bili v Berlinu edini narodnjaki, ki smo smeli imeti koncert v tej ustanovi. Torej, v Berlinski Filharmoniji nas je enkrat šelo von Karajan se obrnil proti nam, ker smo čakali že, da imamo tonsko probo, je rekel, a lahko grem še enkrat skozi. Mi nismo vedeli, koliko to traja. Nismo hoteli biti neprijazni, pa rekli, seveda, ne. Nismo pa vedeli, da enkrat skozi je 1 ura. No in smo mi tisto 1 uro poslušali, smo skoraj zapravili čas za naš tonsko probo, ne. Ampak smo v tem nekako na hitro naredili. Posneli smo tudi ploščo, to je v Berlinski Filharmoniji, ki še vedno obstoja in ravno danes sem gledal ploščo, ki sem jo kupil na ene razprodaje v Mariboru. To je Berlinska Filharmonija in mi smo na odru. En lep spomin, ki me bo vedno spominjal na to lepo dvorano, na ta ambient, ki ljudje ne sedijo samo pred tabo, ampak ljudje sedijo okoli tebe. In sem Slavca vprašal, sem rekel, ti kam se pa ne priklonim? Je rekel, na 4 strani. Naprej, na stran in nazaj. Ampak Slavko Avsenik je bil kar strog šef, kaj ne? Je bil strog šef Slavko Avsenik? Ne bi mogel reči, da je bil strog. Bil je natančen? Ne. On je rekel, fantje, točnost in to, kar sem tudi že dostikrat povedal, da na prvi turneji vedno je preddverje v dvorani, tam je mogoče kakšen bifej, pa sem rekel, pa grem jaz na najno kavo, ne. In je Sos sedel, stava izraven mene, ob stoječi mizi, na levi strani pa je bil Košir, ne. In je videl, da Slavko prihaja v ta lokal in je svojo pijačo, ki je bila prepovedana pred koncertom, samo odtisnil k meni. Ne, in Slavc, potem, ko sem prišel v garderobo, je rekel, Alfi, veš, je rekel, mi ne pijemo pred koncertom. Sem rekel, ne, jaz tudi ne. Je rekel, sem videl, sem bil tam en dvojni konjak, ne. Pa sem pa jaz bil tiho, ker sem takoj vklopil, ne. Sem rekel, zato je Sos potisnil ta konjak k meni in je Slavc mislil, da bom jaz ta konjak spil, ne. Je rekel, no toliko, da veš, da je ne. Je rekel, sem rekel, v redu. Nisem ga pa zatožil, ne. Ja, seveda. Kot nekakšna maskota je bil v ansamblu Franc Košir, velik veseljak, vedno duhovit in nadvse zanimiv mož. Kako se ga spominjate? Zelo v redu. Takrat je bila malo težka situacija, ko je čutil, da več ne bo mogel igrati in je potem bil kot član, ampak mi smo vedno vedeli, da je on maskota tega ansambla. On nas je vedno spravil v dobro voljo, pa ne bilo to letališče, kjer smo bili dozvezdani na letališče, razne televizijske oddaje. Mi smo bili na tem sceniku Gocev, kot muzikantni štadle smo bili sigurno 20-krat. In vedno smo mogli potovati z avionom. Mi smo imeli tu koncert, drugi dan pa daleč stran, naprimer, lahko smo v Münchnu, pa smo imeli naprimer v Hanovru, pa snemali televizijske oddaje. In smo mogli že zgodaj zjutraj iti, da smo prišli tja na probo, ker je bila vedno tonska proba in tudi proba na samem odru, kjer smo nastopali, ne. Vedno nas je znal razveseliti in šel sem ga v zadnji teden njegovega življenja, sem šel obiskat v jeseniško bolnišnico in mi je bilo zelo težko, ker so mi tam povedali, da je zelo težko bolan. Na kar je tudi v naslednji teden je preminil in sem bil tudi potem na pogrebu. Žal je eden prvih, ki je žal več dobenega člana ni, ne. Ni več ta zlatih fantov. Ni žal več dobenega. Od kvinteta žal več Avsenikov ni. Ostali so pa lepi spomini, sedaj smo še samo mi pevci, Jožica Kališnik, torej, ki je potem zamenjala Emo Prodnik, Jožica Svete, ki je prišla z menoj, ko smo bila skupaj, ne? In moja malenkost, tako da so ostali spomini, slike, ki so prikazane tudi v moje biografiji, v knjigi, v katerem je 300 slik moje 63-letne poti glasbe v Sloveniji in v Evropi, Ameriki, Kanadi, v Avstraliji. Tako da je en lep spomin. Tudi vaši knjigi se bova v nadaljevanju še posvetila. Za Avseniki ste nastopali res vse povsod, tudi pri predsedniku Titu. Vaši spomini na Tita? Jaz sem za Tita 6-krat prepeval.
3-krat na Brionih, novo leto, bil sem tudi tisto leto tam, ko več Jovanke ni bilo zraven, bil sem tudi naslednjič, ko je bil predsednik Kitajske, Hua Guofeng, in ko smo mu predali ploščo, našo zadnjo ploščo, je rekel, da no zdaj bo pa tudi ta glasba večkrat predvajana na Kitajskem. No, bili smo zelo veseli, ne, ker nam je to povedal. In bili smo tudi 2-krat na lovu za tuje diplomate v Karadžordževu in enkrat v domu armije za Narodno gardo. Skratka, jaz sem, lahko rečem, prepeval za maršala 6-krat in to so eni lepi spomini, ostale so pa, kot radi rečemo, slike in pa lepi spomini na tiste čase. Ampak Avsenike bi skoraj da zapustili. Komaj so vas pregovorili, da ostanete v ansamblu. Kaj se je zgodilo? Jaz takrat, ko sem pristal in ko sem podpisal, nisem vedel, kako naporno bo, ne? In kot sem že prej omenil, v prvem delu smo mi imeli vedno 22 dni, vsak dan zvečer koncert. Pa ne bo to ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja. Mislim, vsak dan 22 dni, potem sem šel za nekaj dni domov in spet nazaj. To je bilo 10 mesecev. V januarju smo vedno snemali novo ploščo, sem bil cel mesec v Berlinu in julija pa avgusta smo pa imeli prosto, mi smo pa imeli dopust. In vsak december smo imeli tu prosto, tam po 20. Da smo lahko bili za praznik, za Božič, pa za ostale praznike, pa za novo leto doma. Drugač pa mi je enkrat sin dejal, da drugi hodijo na Pohorje smučat, je rekel, tebe pa tak nikoli ni doma, ne? In to me je malo, moram reči, takrat zelo prizadelo. Ja. In ko sem videl, kako naporno je to, ampak sem povedal Slavkotu, čez en teden je prišel tehnični direktor na naš koncert, Telefunkna, in je rekel, da bojo imeli velike probleme, če bojo non-stop menjavali neke člane. Je rekel, pa boste pa ja še malo zdržali, ne? In z tistih malo je potem še bilo kar, mislim, do 20 let. Jaz sem tudi ogromno, ko smo mi nehali, hodil v Begunje, na prve, bil sem tudi na eni turneji z vnukom Sašatom, ne? Ki zdaj nadaljuje to neka tradicijo, ne? In takrat pa je malo manjkalo, da nisem nehal, ampak sem se potem spet nekako ujel, pa da sem potem bil res do zadnjega dneva, kot sem že omenil, 1990. leta smo bili poslovilni koncert v Kelnu. In koliko plošč ste posneli za Avseniki? Vmes so tudi zlate plošče, to lepo vejva, in številna druga priznanja, ki jih je prejel ansambel. Koliko plošč je to bilo? Ja, po zlatih ploščah sodeč, jaz sem dobil 18 zlatih plošč, je bilo to 18-krat po 12 pesmi, ne? Če to se pomnoži, se potem vidi, koliko smo posneli. Mogel pa sem še enkrat snemati na Roblek, še enkrat snemal z Bohinja in še tiste stare, če smo imeli kakšno televizijo, smo mogel še enkrat snemati. Tako da je, mislim, za Avseniki smo ogromno snemali v slovenske variante, tudi v tonskem studiu Helidona, ki ga žal več ni. Tam smo ogromno posneli, tam je tudi imel shranjeno Vilko Avsenik vso tehniko, da smo mi na glasbo snemali tudi slovenski tekst. No, in prišel je res dan slovesa, ko ste se z ansamblom Avsenik zares razšli. Zakaj se je to zgodilo? Nekako so bila leta, ste se nekako postarali, da tako rečem. Ja, mi smo takrat med sabo si zaobljubili, da ne bomo pravili perila, kot pravijo javno, ne. Ja. Najprej sta odšla Leo Ponikvar in pa Mik Sos. Ne, tudi danes jaz ne bom povedal, mogoče bom kdaj povedal, zakaj smo se razšli, ampak to je bila boleča izguba. Veste, če je 5 glasbenikov, ne, pa gresta 2, pa ostanejo 3, velika razlika. Če je to big band ali pa večja sestava, mislim, orkestra, ne, je to lažje, ne.
Tu pa je potem prvi omagal ravno klarinetist Albin Rudan, je rekel, Alfi, jaz več ne morem, mi smo dihali skupaj. Slavko, Miksos, basist in pa kitarist Leo Ponikvar. Je rekel, tu pa se zdaj pride do tistega, ko ni več tistega občutka, ni več tiste sigurnosti. In zato smo se potem odločili še ostali, da smo tudi dali pismeno odpoved in smo šli in tiste odpovedi smo striktno se držali. Ne, jaz potem, ko smo nehali, nisem deloval 1 leto. Kasneje sem jaz naredil ansambel. Se pravi, to je bila kolektivna odločitev. Kolektivna odločitev, najprej Leo Ponikvar, potem pa Miksos, ne, naknadno, pa potem, ko smo že par koncertov delali, nekaj mesecev smo pa še Albin Rudan odločil, pa se je kar usulo. Ne. Vi ste bili član ansambla Avsenik od leta 1973 pa vse do leta 1991, ko je ansambl prenehal s svojim delovanjem. Po čem si boste najbolj zapomnili delo pri Avsenikih? Ja, po resnosti, po vztrajnosti, po enem napornosti tudi, bi lahko rekel. Ne. Ker veste, že kitarist je bil takrat čez 70, ne, in on se je še sam vozil, včasih sta še pelala skupaj z Mikom Sosom, ne, ampak on se je najboljše počutil, če se je vozil sam. Jaz sem se 1 leto z njim vozil, pa nisem več dalo zdržal, ker to je bila prisotna samo ena glasba. In to enega kitarista, ne, Django Reinhardt, ki je bil fenomen za Leo Ponikvarja, in on je poslušal samo Django Reinhardta. Jaz sem rekel, Leoče, prosim te, daj radio normalen ali pa eno drugo muziko. Je rekel, to poslušaj, rekel, to je muzika, vse ostalo pa je background, je rekel. Katero pesem pa ste pri Avsenikih najraje zapeli, katera je bila vaša najpesem? No, jaz sem tudi napisal kar nekaj besedil, če prideš nazaj, vse moje misli so pri tebi. In če sem čisto iskren, mi je ta muzika, ker sem jo sam besedilo napisal, kar veliko je teh, meni se zdi, da je bilo nekaj okrog 25 tekstov sem jaz napisal za ansambl Bratov Avsenik. In ta muzika mi je nekako bližje, ker sem pač sam tekst napisal. Ne. V življenju ste srečali številne pevce in glasbenike, menda celo slavno Shirley Bassey. Shirley Bassey sem srečal v Rosenheimu. Tam smo snemali novoletno oddajo, bilo je tudi takratna primadona svetovna Ana Mofo. In skupaj smo se vedno družili, to je televizijski bife bil, kadar nismo snemali, smo se tam ustavljali in ona mene gleda, pa je rekla, kaj pa imate to, ne? Jaz sem rekel, to pa je narodna noša. Jaz bi tako rada imela en tak vaš tajlovnik, ne? Jaz sem rekel, jaz bi vam svojega dal, samo mi imamo jutri koncert, ne? Po pa je prišel en Slovenc in sem jaz tega Slovenca prosil, ker sem vedel, da ima narodno nošo doma. In je šel po ta Lajbič in je prinesel, kot rečemo, ne, Lajbič narodne noše in sem jaz to bila tako vesela, se je zahvaljevala. Veste, rekla, po drugih celinah, po drugih državah, kakjekoli, vedno vzame en spomin, ampak to bom takoj vedela, da to pa je ena mala država Slovenija. Shirley Bassey, še zdaj velik poklon, to je, lahko rečem, pevka, ki sem je največkrat slišal ob spremljavi Big Banda. In ona je tudi najraje pela z veliko selekcijo, mislim, z Big Bandom. Ne. Nameniva zdaj še nekaj besed o obdobju po Avsenikih. Ustanovili ste ansambl Alfi Nipič in njegovi muzikantje in z njimi veselo prepevate še danes. Kaj lahko poveste o svojem ansamblu? Ja, kar nekaj članov sem zamenjal zaradi svojih obveznosti, naprimer ena taka primerjalna dogodek se mi je zdel, ko je Smiljan Grajf, ki je bil odličen glasbenik, akademsko izobražen glasbenik, je igral harmoniko, je rekel, Alfi, jaz bom mogel žal te zapustiti, ker dobim na Radio Maribor službo, ki bom pa tudi vezan, naprimer pri kakem snemanju in ne bom mogel v soboto ali pa petek ali pa v nedeljo nastopati s tabo, ne. Jaz sem to posebno razumel. In tako se je zgodilo tudi nekateri, ki so službe menjavali in je pač mogoče tu pa tam kdo rekel, pač, da ne bo mogel več. Ne. In vse to je posebno normalno. Že, če gledam druge ansamble, naprimer pri Alpski kvintet je tudi, meni se zdi še samo en tisti, ki je bil na začetku. Ne.
da je potem se vedno pri drugih isto menjavalo. Ne. Samo vedno gledaš, da dobiš dobre glasbenike. Jaz sem vedno iskal dobre glasbenike, na katere sem se lahko zanesel in sem bil tudi nekako pomirjen, ko sem šel na oder. Ne. Najhujše je, kadar greš na oder, pa veš, a bomo sfurali, ne bomo sfurali. Ne. Ker najlepše ti se lahko glasbeno izražaš takrat, ko uživaš, ko prepevaš ali pa ko igraš. Uživaš pa samo takrat, ko čutiš eno sigurnost v sebi do kompletne skupine. In to me je vedno gnalo, da sem se vedno odločal za dobre glasbenike in zato imam v tem primeru priložnost, da se vsem zahvalim, ki so sodelovali z menoj v teh, lahko rečem, po Avsi nekih kar zavidljiva leta, desetletja. Ne. Prepevate pa tudi samostojno. Zanima me, kje vse nastopate? Na raznih, še tudi v sosednji Avstriji včasih, dalje pa ne grem zaradi svojih težav, ki jih imam s hrbtenico, ker ne morem dolgo sedeti v avtu ure in ure, kot prej, ko sem omenil, da sem prvo kavo spil pri Stuttgartu, ki je 700 km. Ne. To so pač posledice, ki jih verjetno moram zdaj pač prenašati, ampak jemljem pa tu nekje v Avstrijo še in pa doma, ne. Na raznih preditvah. Vedno, naprimer, zadnja je taka nenavadna preditev, ker me en klical iz Pohorja na Mariborski koči, je rekel, ravno zaradi vašega besedila, ne pozabi domačije, vrni se domov. In jaz sem se vrnil domov, na Pohorje, tu čutim, da je nekako moj dom in tu bom zdaj deloval na Mariborski koči na Pohorju. In sem tudi to staro domačijo, za katero sem napisal besedilo, jo prepeval na Slovenski popevki, prepeval tudi pred nekaj dnevi na Mariborskem Pohorju, na Mariborski koči. Bili ste tudi na gostovanjih v Ameriki in v Avstraliji, prepevali ste za zdomce. Zanima me, v kakšnem spominu vam ostajajo te glasbene poti? Malo ste že povedali v prvem delu, pa vseeno vprašam. Ja, to so lepi spomini. Jaz sem prepeval 8-krat v Ameriki in Kanadi in 2-krat v Avstraliji. In ravno v Melbournu v Avstraliji sem srečal nekoga, ki je stanoval blizu mene, na Studencih, na Poljanah. In potem, ko sem se vrnil domov iz Avstralije, to je bilo, 2-krat sem bil v Avstraliji, po mesec pa pol, ne, ga srečam pa pred Mariboru, pred kavarno Astorijo. Rekel, si videl, zadnji sem te srečal prejšnji mesec, tam, kjer jaz živim, v Melbournu, ne. Rekel, danes pa smo tukaj, kjer oba dva dobro poznamo, pa kavarno Astorija. Danes pa v Astoriji. Kakšna razlika je to, ne? Za svoje delo ste prejeli številne nagrade in priznanja. Predsednik Republike Slovenije, gospod Pahor, vam je leta 2014 izročil odlikovanje z redom za zasluge ob 50-letnici neprekinjenega uspešnega glasbenega delovanja in za zasluge pri utrjevanju slovenske glasbene tradicije med slovenskimi rojaki v zamejstvu in zdomstvu. Isto leto ste prejeli, kolikor vem, tudi Viktorja za življenjsko delo, leta 2016 Zlato piščal za življenjsko delo, prejeli ste še veliko drugih priznanj. Zanima me, kaj vam vsa ta priznanja pomenijo. Vsa ta priznanja imam nekako razstavljena v muzeju, ki je v Jarenini, tukaj živim že dolgo. In to so eni lepi spomini, kadar ti delaš, ustvarjaš, konkretno jaz, ko prepevam, nikoli ne razmišljam o nagradah, o pohvalah, o priznanjih. Takrat gledam samo, če imajo tudi tisti en takšen občutek, vstaj tisti, ko te poslušajo, ne. Je pa en lep spomin, že zdaj, če pogledam, kaj jaz vem, ene spomine, ki, naprimer, to je slika iz Clevelanda, ker sva za Slavko Avsenikom dobila priznanje guvernera države Ohio za širjenje kulture svojega naroda po svetu. To je bil guverner države Ohio in nam je to predal na eni preditvi. In tu sem pa prepeval potem v eni urni oddaji za ameriško televizijo z fanti, ki so slovenskih staršev v Clevelandu. In so me spremljali na tem enournem koncertu, ki ga je posnela tudi ameriška televizija. To so lepi spomini, ki te bojo vedno spominjali na tisto stvar, ki mogoče potem, ko rečeš, biš
tu pa zdaj več ne more imeti, ne, z ozirom na obremenitve, ki so. Pri mojih letih si ne more zdaj privoščiti, da bi šel kaj zdaj v Avstralijo in bil. To so velike razdalje. Jaz, ko sem prišel mislim v Avstralijo, so rekli, zdaj se pa pristavi uro, ne. Ura v tem mestu je takšna, naprimer v drugem mestu pa sem si mogel uro predstavljati, ne. Take razdalje so v Avstraliji, ne. Tako da je. Se pravi, tako dolge. To je zelo nekako vpliva na tebe, ne, mislim. Pa dobivate tako povabila še od Zdaj sem dobil ravno, Ja. to je 12 klubov, to sem mogel odločiti za drugo leto, 12 klubov v Ameriki, tu so krajše razdalje, ne, ker Amerika, Kanada na tisti meji, tu je potem manj, mislim, naporno potovanja, ne. Za Avstralijo sem pa ravno pred enim tednom se opravičil, to bo eno veliko srečanje vseh avstralijsko-slovenskih klubov in nažalost se ne morem, ker je pa to malo prenaporna pot, ne. Ker če greš ti iz Frankfurta, da sploh ne računam do Frankfurta, kako priješ, iz Frankfurta do Singapura 12 ur, tam 3 ure čakaš, ko opremijo tvoje letalo in potem spet do Sydneyja, spet 12 ur. In v Sydneyju moraš spet spremeniti uro, če greš v Melbourne. Mislim, to so ogromne razdalje in ta napor tem mogoče potem malo zlomi. Tako da ni enostavno take razdalje, mislim, delati, kadar si potem malo starejši. Zanima me tudi, koliko plošč in kaset ste izdali v samostojni glasbeni karieri in katera pesem je vam najljubša in jo najraje zapojete, pesem, ki nikoli ne sme manjkati na vaših nastopih. Jaz sem že prej omenil, da sem posnel čez 1000 posnetkov, ne. In jaz to vedno primerjam, pa rečem, če imaš 5 otrok, je težko reči, koga imaš najrajši. Za vsako stvar sem se trudil, da bi čim bolje naredil, čim boljše, in to, ko poslušam, zdaj nazaj, pa se dam včasih v avto ali pa imam na ključeku, naprimer, vse tvoje posnetke, mi prav užitek, viš, to pa že dolgo nisem prepeval, ali pa to pa še dolgo nisem slišal, ne. In kaj jaz vem, to so lepi občutki, ko vidiš, da si nekaj naredil v tisti smeri, za kateri si se potem končno odločil, ker jaz sem zdaj prepevam 63. leto, odkar se profesionalno ukvarjam z glasbo. In ostajajo vedno lepi spomini, posnetki, ki bojo ostali in ostali in ostali. Zato vedno rečem, da imamo Slovenci ogromno evergreenov, ogromno posnetega materiala, ogromno pesmi posnete, ki so evergreeni. In slišimo v angleščini evergreene, slišimo v hrvaščini evergreene, slovenskih pa zelo malo. In to me nekje prizadene. Zaradi glasbene kariere ste bili veliko odsotni z doma. Je imela družina razumevanje za dolge službene odsotnosti? Malo prej ste rekli, da se je sin pritoževal. Kako je pa gospa vaša sprejela to vašo odsotnost? Veste, ni samo moj poklic obremenjujoč za družino. Ogromno je teh poklicov. Imaš športnike, naprimer, če gledamo. Tako. Ne? Potem razne potnike. Veliko je poklicov, kjer ni, da prideš ti zjutraj, greš v službo, ob 2:30 si pa doma. Tega je polovico je pa res takih, ki so težje službe. Ne? Naprimer, poglejte, ko imamo v Evropi zdaj veliko ljudi, ki so morali zaradi političnosti, predstavništva Slovenije živeti daleč stran od doma. Ogromno teh poklicov je, ampak to pač se moraš odločiti, bom to delal ali pa bom prekinil, pa bom čist nekaj drugega delal. Ne. Jaz sem takrat se posvetil za svojo soprogo in sem rekel, v tekstil več ne bom šel, ker je že propadal tekstil v Mariboru. Ne. Tudi, naprimer, če gledamo tekstil, ki je bil nekje Cvet v Prekmurju, v Murski Soboti, ne, tekstilna tovarna, mislim, ne, je propadla. Tam je ogromno ljudi ostalo brez službe. Ne. Ogromno, naprimer v Mariboru, MTT, ki sem jaz čutil že takrat, ko sem šel, da nekako, da upada, ne, ta MTT. Na koncu zdaj od tega ni ostalo nič. Da ne govorim o elektrokovini, o tovarnem avtomobilu in lahko bi zdaj našteval. Ne, Maribor je včasih bil drugo največje industrijsko mesto v Jugoslaviji. Ne. Zdaj
se je to veliko spremenilo in ostali so lepi spomini za marsikoga, ki je dočakal tisto svoje 40. leto, da je šel v pokoj, ali pa tisti, ki še vztrajajo, ampak čist za sebe, čist privatno v določenih segmentih svojega poklica. Povejte mi še nekaj besed o vaši družini. Se sinova tudi posvečata glasbi? Vem, da imate 2 sina. Ja, Tamal je končal nižjo glasbeno, in ko je rekel, zdaj sem pa naredil izpit za nižjo glasbeno, je fajn, zdaj si pa fraj, ne? Jaz sem mislil, da je fraj za 2 meseca, ko imam počitnice, ampak on je to drugače vzel, ne? In je šel v elektroniko. Jaz to ne zamerim, ne moreš ti prisiliti človeka, da bo nekaj delo, ampak zaradi vse splošne izobrazbe je pa končal nižjo glasbeno šolo. In starejši pa je čisto v drugih vodah, mislim, tako da nimata, oba dva pa imata še vsak kak inštrument, pa še vedno se nekako tu in tam spravita k temu, da malce razveseljujejo svoje domače, ne. Ni pa doben se odloči, da bo profi, tako kot sem se jaz odločil takrat, ne. No, ampak družina je pa nad vami, nad vašo glasbo najbrž zelo ponosna. Ja, upam. Poglejte, gospod Alfi, takole, ko prijetno kramljava, sem se spomnil, da vam je nekoliko v zadnjih letih ponagajalo zdravje. Niste klonili, premagali ste vse zdravstvene težave, kaj ne? Ja, to sem imel izredno srečo, jaz sem nekako bil okužen, ne bom rekel, kje zdaj, in sem dobil v tistem času covida, sem dobil pljučnico. In sem bil 2 meseca pod kisikom v mariborski bolnici, tako da kapo dol vsem, ki se trudijo v UKC Maribor in UKC Ljubljana in še v drugim UKC-jem, ki so, kaj jaz vem, Slovenj Gradec, Celje, čeprav nekateri pravijo, da so zdaj nastopile razne težave v teh centrih, ampak upam, da bo še naprej pomagali tistim, ki so pomoči potrebni, tistim, ki so zboleli, tisti, ki so bolani in iščejo neko uteho, neko zdravilo, da si pomagajo zaradi tega, ker so zboleli za nečim. Jaz moram reči, da se z veliko srčno zahvaljujem UKC Maribor za tisto, kar so mi naredili. Jaz sem bil 2 meseca pod kisikom, ker sem imel močno pljučnico in sem bil celo 2 dni v kritičnem stanju, misli si, da ne bom preživel. Ampak se je to potem v minimalnih razlikih šlo na boljše in potem se mi je začelo izboljševati. Jaz sem se na primer po 2 mesecih in pol, 2 meseca in pol sem bil v UKC-ju, učil na Pohorju, tam je bil rehabilitacijski center, ne, sem se učil hoditi. Jaz sem tudi zaradi upada mišične mase nisem mogel več hoditi. In sem se na Pohorje učil hoditi, da sem spet ponovno shodil. Zdaj pljučnica me je dodelala neverjetno, zelo sem bil bolan. Ampak hvala Bogu, da potrkam, da mi je tisto, kar so mi dali, da mi je pomagalo, da sem se nekako rešil. In takrat sem že sam obupal malo, tiste 2 dni sem čutil, jaz nisem mogel roke dvigniti, nisem mogel premikati z nogami. Samo tu sem še mogoče malo se upal. Takrat sem sam sebi se rekel, tako zdaj pa verjetno je moja prišla zadnja minuta. Ampak potem, ko sem se spet zbudil, pa to, sem pa videl, da mi gre malo na boljše, ko sem lahko roko dvignil. In to so taki trenutki, to če ne doživiš, ne veš, kako hudo je to. Kako je to naporno živeti v takem trenutku in se sam sebe opazovati in sam sebe kontrolirati, kaj več ne moreš, kaj pa še lahko. Takrat sem bil skozi pod masko, pod kisikom in tudi sam sem razmišljal, da je to pač moje slovo. Ne? To se pravi, hoče, telo noče. Ja, hoče in hvala Bogu, da sem bil toliko še vedno pri sebi, da sem karkoli bi lahko naredil, sem se sam roko dvigal, karkoli sem premagal, vedno sem vztrajal v temu. Ne? No, ravno to sem želel reči, da se mi zdi, da ste velik borec
in optimist hkrati. Mislim, tako v celem življenju. Ja, ne smeš nikoli obupati. tako. Ne smeš nikoli obupati. In upanje vedno ostaja. Sigurno. Kaj ne? In ne moreš biti vedno na vrhu, vedno pozitiv, ker tudi negativa te obišče. In če znaš ti negativo premagati, Tako. vsaj prenesti in potem nadaljevati, je to velik uspeh, ampak to je odvisno tudi od tvojega osebnega karaktera. Tako Ne je. smeš obupati takoj. Pa da se ne vem, kaj zgodi, ne smeš obupati. Moraš iti dalje, dokler ti telo služi, in te telo Boga. Ampak brez tvoje volje bo tudi telo potem obupalo, mislim. Tako. Ne, ker obupaš pa vedno kot človek, cel. Ne? Lani jeseni ste praznovali 80. rojstni dan in v samozaložbi ste v besedi in sliki izdali knjigo Alfi Nipič, Ostal bo muzikant. Malo prej ste jo pokazali. Lahko jo še enkrat pokažemo občinstvu. To je ta knjiga, Ja, to je katero res. vedno s ponosom rečem, Ja. da sem vse slike zbiral, mislim, prosil sem razne ljudi v Ameriki in Kanadi, kot sem prej omenil, 8-krat sem bil v Ameriki in Kanadi, da so mi poslali določene stvari, ki sem jo opremil, tu je noter čez 300 slik. To je. In to vse, kar govorim, vedno rad rečem, da argumentiram za sliko. Če bom rekel, da sem bil en teden, naprimer, to sem že tudi, sva se prej pogovarjala, Ja. z Shirley Bassey v Rosenheimu, je slika tu noter. Tako. Tako da ne more noben reči, da to ni res. Da to ne Ali pa drži. z Milvo, ki je bila Madonna, Tako. italijanske kancone. Kancone. In bi lahko zdaj našteval, so pa vse te slike tukaj v tej biografiji. Ostal bo muzikant. Tako. Kakšno je potem res bi takole, če rečeva, tisto temeljno sporočilo knjige? Rekli ste, da je ogromno fotografij, ampak not je kompleten historiat opisan. To se mi zdi ena taka bogata kulturna dediščina, da ne rečem en slovenski knjižni biser. Ja, tu so tudi skoraj vse plošče. Nekaj mi je manjkalo, ker jaz sem vedno vse Avsenikove plošče, ki smo jih posneli, ne, pa tudi prej. Naprimer, jaz sem bil, meni je Vilko Avsenik rekel, da sem prvi, ki bo imel svoj vinilno ploščo, veliko vinilno ploščo, LP. Ne, to je, naslov te plošče je 7 hudih let. To je bila prva vinilna plošča v Sloveniji pri Helidonu. Potem se je to vsulo, mislim. Ne? In takrat mi je rekel, viš, ti imaš pa to srečo, da je tvoja prva plošča vinilna. Prej so šle neke male plošče, tam ko sta 2 plošče, pa tudi ta sredinska, ne vem, kako se že reče, ko so 4 skladbice gor, ne? Ali pa če so krajše, pa gre tudi 5. Ne? Skratka, to so stvari, ki se nekako tudi, meni se zdi, da vračajo sedaj vinilne plošče. Imaš ljudi, ki so začeli spet Tako. zbirati vinilne plošče, so kupili gramofon in poslušajo vinilno ploščo. Mislim, nekaj se vrača, nekaj teh ljubiteljev vinilnih plošč, ki ima izredno veliko asortiment te plošče. Gospod Alfi, kje pa lahko kupimo to vašo knjigo? Jaz sem prepričan, da se mnogi ljudje sprašujejo, se to da dobiti v knjigarni, v knjižnici? Kako je s tem? Najlažje je v muzeju, ki je v Jarenini. Aha, v muzeju. V muzeju, ki je v Jarenini, ki je zdaj, mislim, zdaj prav, nisem mogel verjeti, ko mi je rekla ta, ki vodi, ta vodič in vodička, ne, je rekla, danes pa imamo 6 avtobusov. Torej 6-krat po 50 ljudi, to je 300 ljudi je obiskalo v enem dnevu muzej. 6 avtobusov. In kar sem bil najbolj vesel, da je bil že en avtobus tudi iz Nemčije, blizu Stuttgarta. So prišli na obisk v Slovenijo, v Jarenino, prespali potem v mesto Maribor in drugi dan se peljali nazaj. To sem bil neverjetno presenečen, no? Da pridejo iz Stuttgarta, ne, pridejo pogledat muzej v Jarenino, torej majhna vasica v občini Pesnica, in potem prespijo v Mariboru, ker mi nimamo tam hotela, in se potem drugi dan peljejo pa nazaj v Nemčijo. Ne. To se pravi, da muzej je pripomogel k turizmu zdaj. Sigurno je da postala ta muzejski doprinos, mislim, je dal nekaj turističnega v majhni vasici in jaz sem vedno vesel, kadar kjerkoli v Sloveniji
kaj naredijo za turistično zanimivost svojega kraja. Ne? Mi vemo, da imamo tudi muzej v Begunjah, imamo tudi muzej Slakov, muzej na Dolenjskem. Tako. In to je neverjetno, mislim, to, kar za druge ljudi iz drugih držav zanimivo, da ljudje prihajajo. Ne? Ob okroglem jubileju ste lani v domačem kraju Jerenina, kjer živite, v družbi krajanov in številnih glasbenih prijateljev, praznovali 80. rojstni dan. Predstavljam si, da je bilo praznovanje veselo, prešerno, da ne rečem vrhunsko. Ja, jaz sem pred tem praznovanjem sem prepeval za Sabino Cvilak z velikim orkestrom na eni proslavi v Ljubljani, ampak ona potem ni mogla se udeležiti tega, je pa druga pevka, Krtova, mislim, tudi operna pevka Mariborske opere, ne? Andreja Zekonšek Krt, je potem prišla in na to proslavi enoletnice tam z mano nastopila. Bilo je še kar nekaj drugih nastopajočih, tako da smo obeležili to prvo leto otvoritve tega muzeja in bil sem potem tudi zelo presenečen raznih čestit, drugi, ki so prišli potem na to proslavo in so voščili. Takrat smo vedeli, da je že v enem letu bilo krepko čez 3000 obiskov. Tega, če sem čisto iskren, ko sem že večkrat to povedal, nisem pričakoval tako velikega odziva, ampak čim več bo tega v Sloveniji, tem dalje bo ostala slovenska zabavna in narodna zabavna glasba v Sloveniji. To ne smemo pozabiti, da je to, kot sem že prej omenil, tudi en delček slovenske kulture in da je to lepo, da nekako počastimo z našo glasbo marsikateri program, marsikaterega radia. Tudi slovenski jezik v pesmi in besedi lahko negujemo z našim res lepim jezikom in smo nanj lahko zelo ponosni, kaj ne? Zelo. Imamo ogromno evergreenov, kot sem že omenil, slovenske popevke, ogromno evergreenov z Vesele jeseni, ogromno evergreenov z festivala šansonov, mislim, prireditev Šansoni Slovenije, ki jih je organizirala radio televizija Ljubljana, in pa Melodija more in sonca. In raznih drugih snemanj, naprimer letos snemamo tudi spet v začetku decembra novoletno oddajo za TV Slovenija v Mariboru. To je zdaj že kar nekaj let ostala kot ena tradicija in na kateri prireditvi je čez 100 nastopajočih. To je zelo zanimivo, pa meni se zdi, da ne vem, če še je kakšna karta za dvorano Tabor ali ni. Tu gre, meni se zdi, med 5 in 7 tisoč ljudi v dvorano in vsako leto razprodano, mislim. Tako da ljudje še radi pridejo poslušati slovensko glasbo na določene koncerte. Kar je zelo razveseljivo, kaj ne? Ja. Razen tega, da boste nastopili v tej televizijski novoletni oddaji, imate še kakšne plane v letošnjem letu? Kje vas bomo lahko takole slišali, vas osebno, kot samostojnega pevca ali pa z vašim ansamblom? Veste, zdaj do novega leta meni se zdi, da imam skoraj vse termine zasedene in ne bi se upal kaj več imati, ker z eno nogo na dveh različnih mestih ne moreš biti. Ne moreš biti, tako da se velikokrat moram tudi opravičiti. Žal, če sem jaz na primer na enem nastopu v Murski Soboti, da bi šel pa potem v Škofjo Loko ali pa v Postojno. Ne. Tudi Slovenija je mala dežela, ampak na ure se gre to, ne, v enem dnevu biti ob eni določeni uri, pa če je to pretesno, potem ne moreš obljubiti, da boš, ker ne moreš priti, ne utegneš priti. Ne. Tako. Helikoptera pa še zaenkrat nimam. Ampak ne mine pa teden, da se ne bi kdo oglasil, oziroma da ne bi kje nastopili. Dejansko nastopate koliko? Enkrat tedensko, tudi dvakrat včasih? Ja, to, sigurno, da teh prireditev je manj čez teden, da je to bolj vedno proti koncu, petek, sobota, nedelja. Ne. Spoštovani gospod Alfi Nipič, iskrena hvala za vaše zanimive odgovore, hvala za druženje, hvala za vaš čas. Želim vam, da nas boste z izjemnim petjem razveseljevali še dolgo, ostanite veseli
in radostni tudi v prihodnje in optimistično naravnani. Želim vam zvrhanko zdravja in vse lepo, kar prinaša življenje. Tudi jaz bom se zahvalil za vabilo. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem gledalkam in gledalcem, ki me spremljajo že krepko čez 60 let in upam v srcu in v duši, da se bomo še kdaj srečali v prijetnih trenutkih, ki glasba, slovenska glasba, plemeniti našo dušo in srce in se vedno v takih trenutkih nekako boljše počutimo, pozabimo na skrbi in sodelujemo tudi s tistimi ljudmi, ki nastopajo na odru. Želim vsem prijetne trenutke ob slovenski zabavni in narodno zabavni glasbi. Srečno! Prijazen pozdrav! Spoštovano televizijsko občinstvo, sklenili smo drugi del oddaje Nostalgija, v kateri smo gostili Alfija Nipiča, vrhunskega pevca, velikana slovenske popevke in narodno zabavne glasbe. Lepo vas pozdravljam.